tole. Tole drevo pred mano, ki se tako bujno cveti, se imenuje japonska sofora, sofora japonika, poreklo kitajska, prinešena je bila na Japonsko. Njena posebnost je cvetenje sredi poletja, sedaj je konec julija in je drevo v polnem cvetu, spada med metulnice. Torej, metulnice tvorijo na svojih koreninah v simbiozi z rizobimi bakterijami. Te nodule, kako se reče, ki tvorijo, ki imajo sposobnost črpanja dušika iz zraka, kar večina rastlin nima te sposobnosti. Zdaj ne vem, če sem prej omenil, glavno drevo raste v parku Sveta Evrope. To je, mislim, da je zahodna stran Cankarjevega doma. Sam park je ustanovil Žiga Zois 1785. leta. Zraven te japonske sofore raste nekaj platan, tulipanovec, tudi ginko bi naj bil nekje. Tole je Boris. Tako. Čebele obožujejo to drevo. V poletnem času je zelo malo hrane za njih, tako da se tukaj kar gostijo na veliko. Po tleh je precej teh odpadnih cvetov. Samo drevo pa je res ogromno. Nisem še imel nikjer prilike videti tako velikega drevesa japonske sofore, ki raste tukaj v Ljubljani, v tem parku Sveta Evrope. Tako, sem jaz še dva sebe zraven, za primerjavo. No. Da še posnamemo cvetove od blizu. Iz teh cvetov nastanejo potem kasneje nekaj centimetrov dolgi fižolčki. Tukaj se že formirajo. V njih so pa takšna črna, drobna semena, nekaj milimetrov debela. So pa cvetovi podobni cvetov ostalih metulnic, fižolov, grahov, akacij. Imenuje ga tudi pagodovec, zadeli so ga ob teh pagodah, teh strehah, oziroma templjih. Zato samo to, ki raste tukaj, je izredno razvejano. Na določenem mestu so ga že malo zvezali. Verjetno se bojijo, da bo počla kakšna veja. Tak, sneži. Sneži. Cvetje.
Dobro, to je to.